Pričajno, moje ime je Luka, tukaj v Termah sem primarno zaposlen kot maser, izvajam tudi programe v savnah. Z moje strani zelo lepo vas je videti, vse skupaj, vse zbrane, vse prisotne. Tako da, če ste za, bi vas jaz v bistvu kar povabil, da si eno tako izkustveno meditacijo podarimo, si podarimo nekaj pozornosti. Tako da, če se vsi strinjate, ste za eno 3-minutno meditacijo, se malo sprostimo, malo zadihamo. Ste vsi za? Ja. Super, ok. Tako, za začetek vse skupaj povabim, da najprej malo popravimo svoj položaj telesa. Ne pomeni to, kaj zdi narobe, ampak zelo dobro je, da je naša hrbtenica malenkost bolj zravnana. Malo zavestimo, kakšna so naša ramena, so sproščena, so napeta, malo sprostimo. Naše noge so trdno na tleh, lepo poravnane. Naše dlani so na stegnih, lahko se obrnejo navzgor, navzdol, ni pomembno. In če si pripravljen ali pripravljena, te lepo povabim, da zapreš oči in narediš globok vdih, napolniš svoj prsni koš in lep, sproščen in spontan, dolg izdih naj te popelje, globoko sprostitev. Naredimo še en globok vdih, dolg, sproščen in spontan izdih. Ponovimo globok vdih in tvoja sprostitev je vse globlja in globlja, vse bolj nežna in nežna. Lahko trdno začutiš svojo oporo, svoje sedišče, tvoje telo postaje težje in težje. In tvoj občutek varnosti in sproščenosti se poglablja. Zdaj te povabim, da svojo pozornostjo potuješ v svoje dlani, ozavestiš, začutiš svoje dlani in nameniš kanček pozornosti, ljubeče pozornosti. In te povabim, da stisneš trdno to pest, ustvariš napetost in zadržiš napetost na obeh dlaneh. Naredimo pest, držimo, držimo, držimo napetost. In ob naslednjem izdihu sprostimo. Sedaj te povabim, da svojo pozornostjo odpotuješ na področje svojih stopal. Tiho zavestiš, napneš svoje stopala, napneš svoje mečne mišice, napneš svoje stegna, zadržiš napetost, držiš, držiš, držiš in ob izdihu lepo počasi sprostiš. Narediš še en globok vdih, napolniš svoj prsni koš in dolg, sproščen in spontan izdih. Sedaj te povabim, svojo pozornostjo odpotuješ področje svoje glave, čela, ozavestiš svoje lasišče, obrazne mišice, vrat, ozavestiš celotno svoje hrbtišče, hrbet. Lahko rahlo napneš svoje hrbtišče, svoje ramena, prsni koš, ravno toliko, da začutiš toplino,
podje in ob naslednjem izdihu počasi sprostiš. Naj te ta občutek varnosti in zaupanja, dobrega počutja spremlja skozi celoten dan, teden ali mesec. In samo uživaš v tem trenutku, si v popolnosti tukaj in sedaj. Ponovno zavestiš svoje dlani. Te povabim, da drgneš svoje dlani skupaj, tako da se dobro segrejo, drgneš. Se dobro segrejo, napolnijo z energijo. Če so dlani segrete, jih položiš na svoj obraz, vrat ali poljubni del telesa, mogoče malo pomasiraš svoje ramena, svoje roke, ravno toliko, da si podariš nekaj pozornosti. Narediš še en globok vdih in sproščen in spontan izdih. Ko si pripravljen ali pripravljena, te povabim, da počasi odpreš oči, da držiš to zavedanje, se ozreš po prostoru, mogoče ko nameniš kakšen nasmešek. Sedaj pa verjamem, da že vsi komaj čakate, da se program nadaljuje. Bilo me je veselje, vabljeni tudi na naše programe v Svet Sound, na kakšno masažo, da se res namenimo malo več ljubeče pozornosti. Terme si tako že 21 let uspešno prizadevajo ustvarjati ponudbo za zdravje in dobro počutje vseh gostov, domačinov in zaposlenih. Zato sedaj k besedi povabim direktorico Term, gospo Katarino Hribar, ki bo z nami delila, kako se v termah ves čas krepi edini knajp center v Sloveniji za celostno doživetje, sprostitev in obravnavo telesa in duha. Izvolite k besedi. Cenjeni gostje, partnerji, prijatelji, dobrodošli na praznovanju naše že 21. obletnice Term Snovik. Hvala, ker ste se odzvali in si vzeli čas, da ste tukaj z nami v našem ekosvetu termalnih užitkov. V novo desetletje vstopamo z izkušnjami, novimi znanji in pričakovanji, ter prizadevanji za oblikovanje kakovostne ponudbe za vas, za naše goste. Znano je, da smo že z našimi pričetki začeli razvijati aktivno, zdravo in zeleno ponudbo. Imamo zdravilno termalno vodo, apartmajsko naselje v neokrnjeni naravi, 40 km tematskih pešpoti, zelišč in zelenjavni vrt, telovadnico v naravi in še mnogo več. Te elemente naše ponudbe smo združili v en produkt, v eno zgodbo, v knajpovo zgodbo. Zadnjih 5 let smo nadgrajevali ponudbo z vpeljavo doživeti po 5 stebrih knajpove življenjske filozofije. Naštejmo jih skupaj: voda, gibanje, prehrana, zelišča in zdrav življenjski slog. Kamnik je bil ob prelomu iz 19. na 20. stoletje pomembna destinacija za knajpanje in na najvišji točki razvoja turizma. In tudi to tradicijo danes nadaljujemo tukaj v Termah Snovik. Razvijamo ga na sodoben način ter gostom ponujamo storitve za zdravje telesa in duha. Ključni učinki knajpove terapije so izboljšanje imunskega sistema, regeneracija in antistres. Če pa gremo bolj konkretno, pa je za štorklasta hoja za pomoč pri glavobolu, potem knajpov kolenski obliv pomaga proti nespečnosti, kopel rok pomaga pri prebavi in tako dalje. Za namen razvoja turističnega produkta knajpanje smo sprva začeli z izobraževanjem nas zaposlenih doma in v tujini.
S pridobljenimi znanji smo naredili knajpovo vodeno doživetje, goste nagovarjali z novo grafično podobo in digitalnim trženjem. Veseli nas, da gostje lahko sedaj na vsakem koraku začutijo vpliv knajpa. Že ob samem vstopu s knajpovo teraso, knajpovimi stebri, na 3 bosonogih poteh, v restavraciji Potočka, vsak dan s knajpovo hrano, v wellnessu, s hidroterapijo ali pa knajpovimi razvajanji in tretmaji za boljše počutje ali pa na naravnem vzgravniku v naših apartmajih. Goste iz Slovenije in tujine gostimo na sproščujočih knajpovih oddihih, kjer skozi celotno bivanje spoznajo vseh 5 stebrov zdravja. Skupine pa si lahko privoščijo dnevne izlete za raziskovanje čudovite Tuhinjske doline, občine Kamnik in spoznavanje knajpove filozofije. Veliko vlagamo v izobraževanje naših gostov. Tudi skozi naš animacijski program Knajp dan, vsak dan. In pomembno nam je, da jim predamo to znanje, kako si lahko pomagajo tudi sami. In kot je rekel že Sebastian Knajp, utemeljitev knajpanja. Vse, kar potrebujemo, da ostanemo zdravi, je v naravi. In zato trditvijo tudi mi globoko stojimo. S Knajp centrom smo obogatili turistično ponudbo s ciljem celoletnega turističnega povpraševanja, da privabimo zahtevnejše goste in da povezujemo lokalno okolje. V zadnjem času še posebej krepimo 5. steber. Steber zdrav življenjski slog, tako je, z novimi gozdnimi doživetji, ki nas ponovno vračajo k pristnemu stiku z naravo. Na dolgi rok želimo vplivati na spremembe, na izboljšanje življenjskega stila in dobrega počutja gostov, da uživajo pri nas in da tudi s seboj odnesejo tisti košček znanja o tem, kako ohranjamo zdravje in ga tudi delijo naprej. Tako kot tudi ostali akterji v turistični panogi, se tudi mi soočamo z aktualnimi sedanjimi izzivi, kot so vojna, energetska kriza, kadri, a krepimo svojo vlogo trajnostnega razvoja in prav tako nadaljujemo s krepitvijo digitalizacije poslovanja. Zagotovo bo potreben pogum in velika mera optimizma ter odločnosti za nadaljnjih 21 let. Pomembno pa je, da se razvijamo, narastemo in da se gostje radi vračajo. Hvala, ker ste del naše zgodbe, tudi vi, gostje, poslovni partnerji, družbeniki, sosedje, zaposleni, člani turističnega društva Tuhinjska dolina, predstavniki 7. sile. Hvala. Veselimo se skupnega ustvarjanja novih in novih doživetij. Zelo nas veseli, da se je povabilu na današnji dogodek odzvala gospa Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vabimo vas, da se nam pridružite na odru za nekaj besed. Spoštovana gospa direktorica Katarina Hribar, prokurist gospod Ivan Hribar in seveda vsi zelo pomembni deležniki, vključno z gospodom županom, ki vidim, da strastno podpira vse zgodbe, ki se pletejo okrog turizma. In moram priznati, da je bilo po kar nekaj časa preteklo, odkar sem bila nazadnje tukaj, prijetno stopiti sem. Delovalo je tako domače. In seveda, Ivan, drznim si vas poklicati po imenu, se je hitro pohvalil sami domači ljudje. In ja, dragi moji, to je tisti ta pravi turizem, če hočete trajnostni turizem. Seveda, energetske sanacije so dobrodošle. Omenili ste polnilno postajo zunaj, seveda vse take zelene aktivnosti jih želimo, jih podpiramo. Ampak veste, tudi ta družbeni del je pomemben del trajnostnega sistema.
zlasti v turizmu, ko že tudi v Sloveniji zaznavamo tako imenovani preturizem, ko se domačini ne strinjajo več s tistim, kar se plete okrog njega, zato ker niso pravilno vanj vključeni. In mislim, da tukaj res delate vse tako, kot je treba. In ja, takšni, kot ste vi, si tudi zaslužijo vsak evro podpore, ki jo lahko dobijo strani države. Kolikor vem, ste pravzaprav že začeli s podporo takratnega ministrstva za gospodarstvo. Ko sem svoje kolege povprašala, kako se je začela zgodba, so se nagajivo nasmehnili. Veste, direktorica, gospod Hribar je pogosto prihajal sem in nas prepričeval, da ima odlično zgodbo in razlagal, na neki točki skoraj obupal, ampak ne čisto zares. Preprosto nas je povabil in nam pokazal svoje travnike, okoliške gozdove. Malo smo debelo gledali, ampak potem nam je tako v živo naslikal, kje bo kaj stalo, mi smo kar videli to zgodbo. In ja, tu je skrivnost v viziji, ki je realizirana. In povedali so tudi, veste, ko smo šli kasneje pogledati, vse je bilo točno tam, kot nam je povedal, da bo. To je malokrat v Sloveniji. Tako da iskrene čestitke za vizijo, ki ste uspeli realizirati. Verjamem, da nam vsega še niste povedali in da nas čaka še veliko dobrih zgodb tukaj. Tudi zaradi vašega sonaravnega, trajnostnega obnašanja v tem okolju z veliko odgovornostjo. Prihajam iz sveže poimenovanega Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Namreč naš minister, ko se je začelo razmišljati o novi vladi, je dal pobudo, da povežemo te tri izjemno močne in izjemno pomembne panoge, saj računamo na izjemne sinergije. In prvi rezultati so se že začeli kazati. Kar pa se meni zdi izjemno pomembno je, da je naš resor dobil svojo besedico v imenu, kar pomeni, da tako minister, vodstvo ministrstva, kot tudi vlada, mislijo resno s turizmom. Ugotavljamo, da turizem prinaša 12% BDP-ja. Vsekakor izjemno pomembno, ni pa vseeno, kako z njim ravnamo. Gre za izjemno občutljivo panogo, ki pravzaprav se odziva na čisto vse dogajanje v okolju. Predvčerajšnjem sem nagovorila župane slovenskih občin in so se pogovarjali o številnih problematikah, ki jih tarejo. Rešujejo vse mogoče, od cest do kanalizacij, čistilnih naprav, električnih vodov in še bi lahko naštevali. Ampak veste, na koncu smo ugotovili, da je vse tako ali drugače povezano s turizmom. Zato je pomembno, kako se ga umešča v prostor in da se o tem vnaprej razmišlja. In vi vsekakor ste razmišljali vnaprej. Tudi pridobivanje številnih znakov, ne bom vseh naštevala, verjamem, da boste še marsikaj o tem povedali, kaže na to, da veste, kaj turizem prinaša v to okolje. Zato vam na tem mestu iskreno čestitam in vam želim ne samo še naslednjih 21 let, ampak velikokrat po 21 let. Srečno. Sledi vabim župana občine Kamnik, gospoda Mateja Slaparja. Spoštovani visoki gostje, dragi sosedje, zaposleni, spoštovani thinke, thinci, partneri Terens Novik, spoštovani prokurist, gospod Ivan Hribar, gospod Dubravka Halin, spoštovana direktorica, gospa Hribar Katarina, dragi v.d. direktorja turizma Kamnik, gospod Luka Svetec, spoštovana gospa direktorica turizma Ljubljana, gospa Stušek, dragi Mojca Štepic iz srca Slovenije, spoštovani izbrani, lepo pozdravljeni strani občine Kamnik, spoštovani predstavniki sedme sile tudi. Lepo pozdravljeni strani občine Kamnik, ki je iskreno ponosna na ne enega izmed največjih, ampak največje turistično podjetje v občini Kamnik, torej na Termes Novik, ki že 21 let in tudi nekaj prej
pomen teglaven steber turizma v občini Kamnik, ustvarite okrog polovice nočitev in dobršen del turistične takse pride ravno od vas. In to ste zgradili s svojo vizijo, s svojim znanjem, ko so še tam v 80-ih letih govorili, odhin je pa topla voda, pa je bilo dobro nekako izkoristiti to stvar. Pa so govorili, potem je prišel en vizionar, gospod Hribar, in je s to svojo trmo, s svojo vztrajnostjo, svojo vizijo dejansko postavil skupaj s soborci, s prijatelji, Srečo Tom, ki je dal zemljišča s 26 družbeniki, kar nekako nerazumljivo se nam danes zdi, ker se še dva dostikrat skregata, vi ste pa zbral 26 deležnikov, torej družbenikov, ki so investirali svoj denar v to, da so verjeli v zgodbo, torej da bo tukaj, kjer so govorili, da je topla voda, da bo res iz te tople vode na nek način nastalo to, kar je zdaj. To si bo kar drzno predstavljati, pa vendar, kakor vas poznam, gospod Hribar, še niste rekel zadnje besede in pred Termami Snovik in pred občino Kamnik so pomembni izzivi tudi za naprej, torej vi se želite širiti na področje razvoja wellnessa, na področje izgradnje novega hotela, na področje izgradnje tudi dodatne in še večje ponudbe na področju bazenov in tudi wellnessa. Tako da se to vse lahko zgodi, če ustvariš zaupanje med najprej partnerji, med zaposlenimi, med deležniki in nenazadnje tudi zaupanje v okviru občine Kamnik. In to zaupanje ste zgradili iz dneva v dan in tudi zaupanje ste zgradili pri svojih kupcih, torej pri vseh uporabnikih, ki koristijo vaše in bazenske in wellness in tudi prenočitvene kapacitete. In teh je vedno več in se radi vračajo. In ne samo za regijo, občino, regijo, državo, pomembni ste na nek način za celotno Evropo, odkoder gostje k vam prihajajo in se zadovoljni od vas vračajo na svoje domove in na nek način prihajajo vedno znova nazaj. Tako da ena velika hvala za vse to, kar ste ustvarjali. Verjamem, da boste realizirali tudi vse prihodnje cilje. Ste pa tako, ko ste bili vizionarji takrat, da ste sestavili vso to zgodbo, tudi vizionarji v smeri kazanja smeri razvoja turizma tudi za občino in pa za državo. Na nek način ste že leta 2007 dobili to ekolabel zlato marjetico na področju zelenega, trajnostnega turizma. Takrat še nobeni o tem govoril, zdaj smo vsi zeleni pa green in tako naprej. Verjamem, da bo tudi ta zgodba knajpa, ki je bila v Kamniku ustanovljena leta 1876, ko je takratni fabrikant, podjetnik, gospod Alojz Prašnikar na sotočju Neveljce pa Bistrce ustanovil te knajpove terme. Torej, takrat je bilo v 19. stoletju je bilo zelo popularno na nek način, ko je Sebastian Knajp, to je bil nemški duhovnik, razvil teh 5 stebrov in se tudi po Sloveniji so se začeli odpirati ta kopališča, toplice so jim rekli. In v Kamniku so že bile, torej 1876 leta, pa tam nekje po prvi svetovni vojni, potem pa je žal zaradi bližajoče se druge svetovne vojne stvar zamrla in vi ste jo ponovno ker verjamete v njo, ker jo vedno bolj potrebujemo teh 5 stebrov vsi, ker smo vedno bolj upeti v svoje službe, v svoje odgovornosti in nam bo ta zadeva prav prišla in verjamem, da bomo kot občina in tudi država počas to filozofijo knajpa udejanjali in jo dali tudi v svoje vizije razvoja, tako za občane, kot za državljane. Tako da, hvala vam za vso to vizijo, ki nam jo kažete, čestitke za 21 uspešnih let in pa vam želim uspešen razvoj tudi v prihodnje. K besedi vabimo ključno osebo, ki je gonilna sila razvoja od pričetka delovanja term. Osebo, brez katere danes tu ne bi stale ekoterme. Gospod Ivan Hribar, prokurist Term Snovik. Gospod Hribar je pred kratkim v enem izmed intervjujev dejal, da je za posel potrebna vztrajnost in pozitivna naravnanost. On to definitivno ima, kot ste slišali tudi od prejšnjih govorcev. Tako je razmišljal tudi Sebastian Knajp, ki je za vztrajanjem iskal rešitve za takrat neozdravljivo bolezen. Že ko so zdravniki nad njim obupali, se ni prepustil usodi in našel ozdravitev z zdravljenjem z vodo,
tudi s kopanjem v mrzli Donavi. Zaradi vode in ambicioznega razvoja termalnega turizma se Terme Snovik danes uvrščajo med vodilnega ponudnika v destinaciji in tako puščajo svojo sled na slovenski in tudi evropski ravni. Gospod Hribar, vabljeni na oder. Spoštovane gospe in gospodje, seveda tudi v mojem imenu ena velika dobrodošlica v naših termah, lep pozdrav visokim gostom, seveda še poseben pozdrav našim stalnim obiskovalcem, kateri nam dajete energijo, pogum za našo vztrajnost naprej in potrjujete, da smo res na pravi poti. Seveda pozdrav našim družbenikom, ki omogočajo in verjamejo, da to lahko uresničujemo. Še poseben pozdrav želim danes izraziti naši stalni gostje, Jožici, verjeli boste ali ne, ona vsak dan pride v Terme Snovik. Vsak dan plava. Lahko verjamete, da dobro ve, zakaj to hodi, mi pa seveda smo s tem tudi zadovoljni in nam daje še dodatno energijo. Jožica, hvala lepa. Seveda pa danes želim tudi v naši sredini pozdraviti gospoda Igorja Šilca, arhitekta, s katerim vse skozi snujemo, rišemo, črtamo in seveda usklajujemo naše načrte, projekte, da nastaja to, kar je nastalo in pa seveda sedaj smo tudi v naslednji fazi, ker smo pred kar velikimi novimi izzivi. Seveda pa je treba reči, zakaj smo pravzaprav prav ta dan, zakaj imamo mi ta praznik. Mi to rečemo, da to je praznik Term Snovik, 25. januar. To je dan pred 21 leti, ki je bilo minus 10 stopinj, trda, mislim, zima, veliko snega, brez formalnosti smo odprli te pokrite bazene, brez protokola, ker tudi nismo točno vedeli, kakšen bo obisk in kako se bo vse skupaj prijel. Ta obisk je bil res fantastičen, čakali so, kot večkrat rečem, v vrsti, da so lahko prišli v bazene in seveda to je tista glavna energija in glavna moč, katera nam daje za vse te nadaljne izzive in aktivnosti in zato smo rekli, to bo naš praznik za vse naslednje generacija leta, kajti takrat naprej Terme Snovik delujejo neprekinjeno. Mogoče treba reči tudi to, zakaj smo danes res dali osrednjo temo ob naši proslavi prav knajpanje. Prav zato, ker smo prepričani, da je to, vsi mi to resnično potrebujemo, prav zato, ker nas vse to lahko vodi k večji kvaliteti življenja, k boljšim počutjem in seveda to je pa tisto, kar potrebujemo, da lahko pač premagujemo vse naše dnevne takšne in drugačne izzive. No, pri tem je treba seveda reči, da smo izredno zadovoljni in ponosni, da vsa leta, kot je že gospa predhodno rekla, z Ministrstvom za gospodarstvo resnično zelo konstruktivno sodelujemo. Verjetno bi mi še kakšno več podporo želeli, kot smo jo, ampak za vso to, kar smo jo dobili, smo izredno hvaležni in vse to je bilo ključno tudi za naše odločitve vnaprej, ker le, če si videl, da je signal tudi širše skupnosti, podpora ti daje nek več pogum za naprej. Zato res lepa hvala. Ministrstvo je tudi pri razvoju tega projekta knajpanja prispeval svoj delež in zato smo danes že lahko na takšni stopni, kot smo. Pri tem je treba tudi poudariti, da smo izredno pozitivno izkušnjo ali pa sodelovanje izpostavili tudi Zavodu za turizem in šport Kamnik. Kajti skupaj smo razvili produkt knajpanja v cilju, da smo omogočili in da omogočamo našim gostom, ki so tu,
da lahko grejo po celi občini, da spoznavajo vse te naše naravne, zgodovinske, turistične danosti, katere lahko zaužijo in te vtise ponesejo do mene. Tudi res hvala, ker to je prvič lahko rečem, da smo tako tvorno uspeli in da smo lahko tudi res iskreno obojestransko zadovoljni. Zdaj, če nadaljujem, letošnje in preteklo leto je bilo v slovenskem področju veliko narejenega, odnosno dela na področju strategij. Zelo sem vesel in zadovoljen, da je sprejeta nacionalna turistična strategija, ravno to, kar že mi vse skozi zagovarjamo, ta trajnost, to dobro počutje in to sozvočje med turisti in domačini, krajani, ker le to je zagotovilo, kot smo tudi že slišali prej, za nekako sinergijske pozitivne učinke. Strategija Ljubljanske obalne regije prav isto vključuje in se čutimo in vidimo, da imamo izredne možnosti nadaljnjega razvoja in teh skupnih sinergij, s katere se lahko na tem področju nadajamo nadaljnjega razvoja. Vesel in še posebno energijo me zagotovo daje zavzetost našega župana, kjer ima na prioriteti razvoj turizma, kateri se izredno zavzema, da bi se cela občina razvijala v turističnem smislu, ker zato ve, da zato bojo dobri, če bo turizem dobro razvit, kar pomeni, da bo urejenost naše občine enkratna in da se bomo tudi mi, občani, krajani v tej občini izredno dobro počutili, kot tudi gostje, ki prihajajo in odhajajo. Tudi na nivoju občine se zdaj peljemo in vodimo aktivnosti za novo turistično strategijo, katero bo verjetno še treba kar usklajevati, prepričan pa sem, da bo to spet en mejnik za nadaljnji učinkovit razvoj turizma na Kamniškem. Če povzamem in želim tudi usmeriti naše poglede naprej, v letu 2019 so tudi Terme sprejele svojo razvojno investicijsko strategijo, katera je seveda korona le malo ustavila, ampak kljub temu rezultat leta 2020 je, da smo zgradili to dvorano in prišli pripravljeni, ko smo spet lahko sprejeli goste in s tem tudi svoje storitve izvajali v tistem obsegu, kot je bilo na tudi račun bonov, če temu rečem, možno. Seveda so še vedno naše usmeritve jasne, da želimo si postaviti kamp, da želimo nadgraditi naš medical wellness, da želimo postaviti Knajp Natur hotel, kajti s tem bi ta naš sekundarni razvoj knajpa lahko nadgradili v tudi primarni del razvoja naše skupne zgodbe. Naši načrti segajo naprej v pokriti olimpijski bazen, ker smo prepričani, da le z velikimi športnimi dogodki lahko spet veliko število obiskovalcev pripeljemo v destinacijo Kamnik in s tem vsi skupaj beležimo pozitivne sinergijske učinke. Pri tem je treba še pa seveda reči in tudi to, kar je pa v turizmu ključno in najpomembnejše, da lahko zagotovim in sem res zadovoljen, ponosen, da vedno bolj v Termah Snovik postavlja se kompetentna strokovna ekipa, kateri se želim res zahvaliti, ker le ljudje ustvarjamo to zgodbo in brez energije, zavzetosti in pa tudi strokovnosti pač na tem področju ne moreš uspeti in upam si trditi, da smo tudi na tem področju zelo lahko optimistični in da z optimizmom gledamo naprej. Naj zaključim z željo in pa seveda tudi zahvalo željo po skupnem razvoju naše destinacije, naše države, ker
vem in čutim, da na nivoju države so stvari zelo dobro postavljene, da so dobre strategije, da dokaj časa se lahko pričakujemo lahko tudi še nekaj evropskih sredstev. Trenutno smo kar v nekih pričakovanjih in to je tudi nek direktni in indirektni motivator za uresničevanje teh idej, kot jih imamo, vsi te akteri, ki smo na tem prostoru aktivno. In seveda zahvala našim stalnim obiskovalcem, zahvala domačinom, s katerim smo skupaj začeli to zgodbo. Prav tu, na tej lokaciji, prav tu, na tem mestu je bil prvi pilotni bazen, ki smo se ga postavili in s tem stestirali, kakšne ima možnosti razvoj turizma v naši dolini. Ne samo skozi tehnične parametre, ampak tudi kako domačini sprejemamo to in kako smo pripravljeni sprejemati goste. Vse to je bilo potrebno in zato res lepa hvala. Hvala družbenikom za podporo in pa seveda tudi povabilo naprej, kajti za vse te ambicije, vizije, ki so pred nami, so potrebna sredstva, zato za hotel, katerega računamo, da bo šel v realizacijo, se zdaj aktivno pogovarjamo z bankami, družabniki in seveda odprti smo za nove družbenike, s katerim bomo lahko tudi to se ustvarili pogoje za realizacijo. Verjamem, da bomo vsi skupaj gradili to pozitivno zgodbo naprej in res vsem hvala lepa in čim večkrat se oglasite tukaj, seveda in da se srečamo kot obisk in pa seveda tudi na takšnih prireditvah. Hvala vam. Za najzaposleno leta 2023 je bila izbrana oseba, ki svoje delo odlično opravlja, je zavzeta, pozitivna, dobrovoljna in vedno priskoči na pomoč. Pri svojem delu je odgovorna, trajnostno naravnana in sledi zastavljeni viziji podjetja. Zato se ji želimo zahvaliti za predanost in zaupanje. Priznanje za najzaposleno leta prejme Pija Hrovat. Hvala gospe direktorici in iskrene čestitke Pija. Prosim vaju, da kar še malo ostanete tukaj z mano. Hkrati pa vabim, da se nam pridružijo tudi naše najsodelavke, ki so danes z nami. Blažka, Radmila, Advija, Mojca, Marija, Saša, Marta. Razpoloženje in veselje ob praznovanju 21. obletnice je danes neizmerno. Okronajmo jo skupaj še z rojstnodnevno torto, ki je nastala izpod rok naše odlične slaščičarke. Sveta nebo
nasvidenje čez 1 leto.